Dobrodošli na tej okrogli mizi, v bistvu klepetu o odnosih med ženskami in moškimi, predvsem o tem, kako gradimo zaupanje. Začeli smo mačkam pozneje, po klasični slovenski navadi, da pride večina ljudi v prostor. Danes smo raziskovali, kako zaupati, da si pustimo tudi intimne odnose, kaj nam pomaga v odnosu ohranjati in graditi zaupanje, pa tudi kje iskati temelje za to zaupanje. Večer je organizirala skupina 30+, ki se bo na koncu predstavila. In sicer v okviru socialnega tedna, ki ima letos temo Zakaj še zaupaš, zakaj še upaš. Po celi Sloveniji so ljudje na različnih dogodkih raziskovali različne dimenzije zaupanja, mi pa danes, se bomo danes malo bolj poglabljali v odnose in kako jih vzpostavljati. Sem Alenka Oblak in v veselje mi je, da gostim zakonski par, Saro in Bojana Doljak in Kapucina, brata Joška Smukovca. Tako je. Dobar večer. Dobar večer. Gostimo pa seveda tudi vas, tako da nekaj časa smo mi pogovarjali, smo že videli, da je kar nekaj tem, potem ste pa tudi vi povabljeni, da kaj vprašate, ker verjamemo, da imate kar veliko vprašanj na te teme, zato ste danes verjetno tukaj. Nekaj bomo pa je zanimivih iztočnic dali tudi mi v pogovor, upamo. Sara in Bojan sta poročena 12 let, dobrih 12 let že. In ste v okviru društva Družina in življenje ukvarjata z medzakonskimi odnosi, predvsem tako, da sta voditeljski par zakonskih skupin in tudi pričujete o svoji osebni izkušnji odnosa mož-žena. In sta tudi rekla, da bolj ko predelata sama neko temo, lažje od njej govorita. Brat Joško je pa na svoji poti zaupal predvsem Bogu in se zdaj ukvarja z mladimi in okrog v Sloveniji, potuje kot misionar in se srečuje z različnimi situacijami ljudmi. Super. Odnosov. Ja. Bom začetek prebrala nekaj iz visoke pesmi, kot iztočnico. Največja ljubezenska pesnitev. Kdo je ta, ki prihaja iz puščave, kakor dimni steber, odišavljena z mero in s kadilom, z vsemi trgovčevimi vonjavami. Kako lepa si, moja draga, kako lepa. Tvoje oči so golobina za tvojo tančico. Tvoji lasje so kot čreda kos, ki se zgrinjajo z Gileadske gore. Osvojila si mi srce, moja sestra, nevesta. Osvojila si mi srce z enim samim pogledom, z enim biserom v svoji ogrlici. Kako lepa je tvoja ljubezen, moja sestra, nevesta. Moj ljubi je iztegnil roko skozi lino in srce mi je vzkipelo zanj. Vstala sem, da bi odprla svojemu ljubemu. Z rok mi je kapljala mira, s prstov topna mira na držaj zapaha. Odprla sem svojemu ljubemu, a moj ljubi se je obrnil proč, odšel je. Moja duša se je topila, ko je govoril. Iskala sem ga, pa ga nisem našla. Klicala sem ga, pa mi ni odgovoril. Lepa si, moja draga, kakor Tirca, privlačna, kakor Jeruzalem, strašna, kakor vojska v zastavah. Obrni oči od mene, ker me vznemirjajo. Tvoji lasje so kot čreda kos, ki se zgrinja z Gileada. Se vam zdel to kaj povezan, kaj z zaupanjem? Kakšno iztočnico slišati? No, jaz po poklicu predavam, pa je voditeljica rekla, da me bo ustavila, če bom preveč predaval. Seveda, ne, to je zaljubljenost, se mora verjetno začeti vsaj z neko stopnjo zaupanja. Zaupanje pa ima v svoji korenu besede upanje. In kot veste, upanje je vedno v nekaj, kar še ni. Torej, tudi ko se zaljubiš, je to verjetno največje tveganje, ki ga v življenju narediš. Ampak to tveganje se izplača.
vsaj nama se je in sva dokaz, da se splača tvegati in zaupati. Ampak ljubezen je mogla umreti, da se je potem rodila, oziroma odločitev za ljubezen, ki na začetku ni bila lahka, zagotovo, da ne. Odvisno za koga. Ampak tiste... Zame je bila lahka. Ne, mogla si priznati, da je bil na začetku boj med nama za nadvlado premoča, ne. Ampak pol sva videla, da tako ne bo šlo, ne. Da se morava vseeno predati, pa si začeti zaupati. S tem jaz še to hočem reči, no, da jaz na poročni dan nisem razumela, kaj pomeni jaz sprejmem tebe, Bojana, ne. Pač, meni je bilo lepo, ne, pač jaz imela to predstavo, da se bom pač poročila, bom živela skupaj, pač nama bo dano, pa še otroci, ne. Šele zdaj, po 12 letih, ko sva zares mož in žena, prej sva bila 6 let para, ne, razumem, kaj pomeni to sprejemanje in preko sprejemanja, ko sem Bojana zares sprejela v polnosti, sem mu lahko začela tudi zaupati. Prva leta najinega skupnega življenja, ne vem, če sem na pravem zaupanju, ne, jaz tudi vse to pismo, tako ko reče Bojan, sva ga imela, ja, doma, ne, ampak je bilo tako, zelo lepo videti, ne, v najini dnevni sobi. Ko sva pa Jezusa zares povabila v najin odnos in začela zaupati, se je pa to zgodilo šele v letu 2009. Takrat lahko rečem, da živiva odnos polnem takem zaupanju. Tako da najin začetek sploh ne bil tako lep, kot ja. je tle. Prav zares zaljubljena sva danes še vera. Tako da to pride s časom. Kako pa sta potem stopala v ta odnos, v smislu, kakšno zaupanje bilo takrat? Kako bi opisala takratno zaupanje? Jaz sem bila zelo tako naravnana, daj dam. Nisem razumela, da moram vse na svoj maksimum dati, ne. Sem rekla, če sem jaz, recimo primer banalen, če sem jaz kuhala kosilo, se mi zdi prav, da pa ti daš z mize pa pomiješ, ne. Mislim, tako, na nekih uslugah je bilo, ne. Ni bilo res tisto pravo, vsaj jaz pri sebi, no. Ampak če je že tako moralo biti. Jaz Sari nisem mogel prav veliko obljubiti, ne. Vedno sem mi govoril, zaupaj, da imam dobre namene. Pa je Sara rekel, od tega zaupanja v neke namene jaz ne morem živeti. Ampak dobro, sem jo prepričal, da sem imel dobre namene, s časom, zdaj mi verjamem, no. Kaj pa si zaupala, Sara, da si se odločila predvsem, da boš z njim, še preden sta se poročila, v bistvu sta že prej gradila odnos? Ne vem, je to ženska prirojena intuicija že malo, ne? Nek notranji glas je vseeno rekel, da verjetno so z določenim namenom skupaj, ne? Meni je bilo to, ne, zanimivo, midva sva se res srečala šele v Ljubljani, ampak midva sva 4 leta hodila na isto gimnazijo, ampak jaz nisem vedela, kdo je Bojan Doljak. Vedela sem, da hodi v A razred, res nek Bojan Doljak, ampak mene res ni zanimalo, ne. Sploh nisem si želela ga spoznati. No. Zamešala me je z nekom drugim celo. Ja. Se rekla, če nama v srednji šoli ni bilo dano in da se srečaš v Ljubljani, pa oba s Primorske doma, sem rekla, to pa je nek namena, ne. Sprav neka znamenja. Ja. Ko gledaš nazaj, vidiš, da pravzaprav smo svobodna bitja, popolnoma. Brez svobode ni odnosa. Ampak da je pravzaprav bilo nama vse nekako pripeljano, ne. Drugemu sva bila pripeljana in nekako, vsaj jaz lahko rečem, no, da nama je bilo v življenju, kar se tega tiče, res vedno nek prava pot, skoraj očitno pokazana, ne.
Lahko ji ne bi sledila, seveda ne. Hvala Bogu sva ji, ampak vedno so bili dokaj jasni smerokazi, da bo neka stvar dobra. Ampak ne takoj, ne. Treba je bilo potrpežljivosti veliko, treba je bilo veliko iskrenosti, še danes se učiva biti iskrena popolnoma drug do drugega. In potem ljubezen temu sledi, no. In zaupanje tudi. Ampak je bilo pa težko, ne, to, jaz pravim, da to najno zaupanje gradiva v odnosu, ne. Iskrenost je pa tako, dan danes, ne, sploh v tem času, ne, pa tudi v krogih, v katerih se jaz pač gibljem, vedno rečeno, meni je enkrat ena pač odvetnica, kolegica rekla, veš, ko odpreš bančni račun, možno ne smeš povedati, kje ga imaš odprtega. Tisti je sem zate. Zdaj se rekla, kako, ne? Pa rekla, veš, tudi tvoj poklic je tak, mož ne ve, kje se ti nahajaš, ti lahko rečeš, da imaš obravnavo v Kranju, pa si lahko v Murski Soboti. Tega jaz tazga odnosa ne morem živeti, ker prej se bom zaciklala, ne, pa tudi ne bom jaz, ne. Tako da iz okolja so lahko pasti, ne, ampak če res, tako pravimo, ne, če ne bi bilo še te vertikale v najenem odnosu, ne, prisotnosti Boga, bi se nam lahko zgodilo, da bi res se najne poti tudi trašle, ne. Tudi ne, meni marsikdo reče, pa kako ti zaupaš svojemu možu, ki ima na predavanjih od 120 študentov, vsaj 100 študentka, ne. Na farmaciji veste, da so fantje bolj redki, ne. Ampak jaz nisem nikoli podvomila. Očitno je najin odnos, ta povezanost taka, da ne dvomim v to, da nekaj ne bi bilo prav, ne. Ne vem. Dvom se zelo rad pride, ne, kot plevel med semena žita. In če dvomu pustiš vase, se lahko razraste in ga je zelo težko izkoreniniti. Tako da, če to sproti, ne, racionalno in pa tudi čustveno oziroma s srcem pravzaprav pregleduješ, kdo s kom, od kje prihajajo neke informacije, neke skušnjave in se nanje, bi rekel, pripraviš in ne pustiš, da bi dvom se zasejal v tebi, ne, potem lahko vzdržiš, ne. Drugače smo pa vsi podvrženi v vsakem odnosu najprej k odtujevanju. In odtujevanje se dogaja tudi nama dvema, nisva nič kaj posebnega, ne. Da sva neki pod srečno zvezdo rojena, sploh ne. Mogoče zdaj še na začetke zaupanja brata Jožkota. Tudi odločitev pravzaprav za vstopitev v redovno skupnost je temelji na zaupanju. Ali pa prej še kaj drugega, da je lahko prišlo do tega, ne vem. Prej je bilo veliko drugega. Kako se je gradilo zaupanje? Počas, tudi ko si prebrala ta odlomk, veš, kaj mi je bilo? Nisem še videl zaupanja, ampak videl sem eno tipanje, videl sem eno opisovanje, videl sem eno... Veliko sem videl, ampak ni še pa bilo čist tistega odnosa, da bi rekel, wow, zdržal bom ob tebi, ampak je bilo še tisto, veš, malo še tako, malo ugajanje, to sem videl, no. Ni še pa prišlo tistega notranjega, s tabo bom zdržal. A veš tisto, tam je bilo notranje. Ne, jaz sem imel velike težave z zaupanjem, pa še zdaj imam, zato ker sam sebi nisem zaupal. In če sam sebi ne zaupaš, ja, ne boš nobeno zaupal. Ja, to. In tukaj sem mogel graditi, no, šele pri enih 22 letih se spomnim, no, da sem začel najprej sebe imati resno, sprejel tisto, kar živim, kar sem, kar imam rad, kar nimam rad, tako se je moglo vse skupaj malo sestaviti,
dolg časa sem živel samo za druge, če pa nisem živel za druge, sem se pa pretvarjal živeti za druge. Grozno, tako že, obup, zaznort. Tako da nobenemu ne prvoščam. In zdaj, če koga vidim, da se malo pretvarja, pa da ni resničen, iskren, jaz kar pikce dobim, kar tako, ne tega. Težko mi je, no, ker vem, kako je to, koliko to človek trpi, kaj se tukaj noter dogaja, te trga. Tako rasteš v eno tako neresničnost, v en strah, v eno neosebnost. No. Ja, in to sem jaz vse doživljal, no. Nisem dobil prav lepe popotnice za zaupanje. No. Čeprav vedno znova sem pa imel nekdo me je malo držal. No. Jaz mislim, da sta tukaj starša, poleg tega, da mi nista dala enega osnovnega zaupanja, sta mi dala pa njun odnos, ker sem pa videl, da si veliko zaupal. Ja, tako in tako tiho sem poiskal noter. No. Zelo sem mojster, da znam poiskati v najbolj črnem še tako lepo. No, to vidim, da sem se zelo zostril, ko je v naši družini. Ne. Tudi, če vse skupaj je bilo popackano, ampak videl sem, nekaj vaju drži skupaj. Ne. Za nekaj sta izbrana, za nekaj sta dozorela. Tako jaz to vidim. No. In počas sta sprejela to. No. In meni se zdi, da je to tudi v meni zorel. Ne. Se upati sprejeti življenje, se upati čuditi življenju, upati imeti rad deklino. Tako v celem. Wow. Tiš čudovita. Ja. Jaz sem se, z deklinami sem se igral. Ne. V življenju sem se dobesedno igral, ker sem prav iskal, kdo ima sploh rad, kdo sploh ceni, ali kdo sploh rekel, wow, Joško, ti si fajn. Tako čisto, tako notranje, da vam jaz pomirjam. Tak nasilnež sem bil. No. Ja. In ni, težko. Potem počasi je prišlo do tega, da sem sprejel en odnos jaz je rečem deklina moja, pa je res bila, tako sva bila skupaj, čudovito, res čudovito, zmešano, noro za ta svet, ker sva se gledala, za roke sva se držala, na tele členke sva molila, roženvenc, vsak ima 5, jaz ki tazga še nisem doživel, in me počasno je tako sulo me je, da je ženska nekaj čudovitega, nekaj lepega, ni to en predmet enega poželenja, enega hlastanja, enega mojega praznjenja in enega egoizma, ampak da je to nekaj lepega. In ona me je učila. Ta prvo je povedala, kako jo ima Bog rad, kako mu ona zaupa, jaz sem rekel, pa ti snora, ti smešana, ki je živela, ki je živiš. No, tako nisem je verjel, sploh nisem znal umestiti. Potem sem sam sebe, sem videl, ona je rekla, Joško, veš, kako si ti lep. Malo zmešano, ampak tako mi je bilo prijetno, da mi je nekdo rekel, tako, veš, kako si ti fajn, kako ti znaš, ne. Pa mi ni laskala, pa mi ni hotla nekaj, kaj vem, lažno to lažiti, ali pa nekaj kaditi. Ampak videl sem, da res nekaj več vidi v meni. In pa sem se počasi začel sestavljati, sprejemati, jaz rečem objemati, tako čist celoto in moje slabe stvari in moje lepe stvari. Tisti, ki ne tle poznate, vidite, kako pomestnih razpršenosti neumnih in tudi nekaj lepih stvari. Res tako ena taka celota sem začel postajati. In pa sem videl, Bog, kaj si ti velik do mene. Ja. Ampak sem videl, res, da sem mu zaupal. To res, jaz sem Bogu zaupal, tako tak noter v eni taki nitki. En tak primer, ki sem zdaj vaju poslušal, pa ki sem premišljal, pa sem se vozil. Jaz sem Bogu toliko zaupal, da sem vedel, da on mene lahko tudi ustvaril nekaj takega dobrega, fejst. Ko sem bil star tam 12-13 let, sem tak mejhen, suhca, nič kaj zanimiv. To vem, zato ker mi je kakšna punca rekla, Joško, kakšen si ti, ne? In poj ena mi je rekla, veš, jaz bom pa rada fante, ki so že taki odrasli, ki imajo kakšen mozolj, ki imajo tako. In veš, kaj sem naredil, ne? Šel sem prosit Boga, Bog, daj mi mozole. In jaz bom še danes mozole, ne? Tako da je taka vez, kako sem jaz zaupal Bogu, tako čisto otroško. In vidim, kako me jemlje resno, no? Dal je mozole. Čisto. Neresno to zaupanje. Vem, da sem mogel dozoreti najprej sebe sprejeti in zdaj vidim, kaj on meni vse dela,
kaj dela ljudem. Jaz se čudim, jaz kdaj jokam, jaz včasih, kad tako vidim, ne, zdaj imam birmance v Vipavskem križu, ne, ki kakšna taka osebna izpoved, pa kaj Bog naredi čudež dotik. Menkrat tako solza preteče, tako nekaj takega vlajšanja, take resnice, wow, res je, Bog ti tako živ, kaj ti vse, koliko si nam ti zaupal, tako se učim. Kaj je pol temelj zaupanja? Kaj nam gradi naš temelj? Zaupanje, da lahko pol vstopamo v odnose, sami sebe sprejmemo. Ja, temelj zaupanja je čist sprejeti to, kar si. To je smiselno. Tudi se z drugimi pogovarjam, koliko ne zaupajo, ali pa, ker zakonci ne zaupajo drugemu. Veste, kaj delajo? Cefrajo se okoli sebe, iščejo sebe. Ja. In to veš, kaj iščeš sebe. Jaz sem rekel, meni je moja deklina rekla, veš, Jožko, ti sebe takoj neguješ, takoj se smiliš sam sebi in okoli popka tlele delaš krog in boš unel to kožo. A ni dobra fora. A veš, samo okoli sebe se vrtiš, se bom res bolil, ne? Pa še zmešal sem, ne bo tle dobro, ne? Tako da res ne se vrteti okrog sebe in ta prvo sprejeti tako, lej to, kar sem, in potem odpreš se drugem, ne. In to reši zadevo, ko se daruješ. Svoboda, ne, čudovito. Ej, Bog nam je dal svobodo. In če te svobode ne cenim, ali pa prav ne odgovornost zaživim, ma ne bom mogel biti ljubljen in ljubiti. Kokom se še lepo je daroval? A veš, kaj je tak temelj, ne, Jezus se je daroval, da je lahko naredil tisto največ za nas, ne. Maša je daritev, nebesa. Kako mi je prišel do tega koraka? Kaj bi vidva rekla? Zaupanje se gradi. Ne? Že otrok, ko si rojen, zaupaš tej mami, ne? Od katere dobiš vse. Dobiš hrano, dobiš ljubezen, dobiš dotik. In če si deležen, torej, da vidiš, da zaupanje obstaja, je potem naslednja stopnja, da sam postaneš tak, da vlivaš zaupanje drugim. Torej, po eni strani rabiš potrditev sebe, da si nekje sprejet, po drugi strani pa rabiš, da tudi tebe sprejmejo. Ne? In v odnosu med dvema se to začne popolnoma na novo. Ne? In res je, da vsi rabimo biti ljubljeni, ampak to je samo pot do cilja, ki pa je, da sami ljubimo. In tudi zaupanje. Ne? Zaupanje je tista potreba, ki jo vsak človek brez zaupanja vase in tudi v ljudi okrog nas, čeprav smo nepopolni. To zaupanje potrebujemo. Ampak pri nama dvema vidiva, da je tisti končni cilj, da ljubiva, darujeva dobesedno. In potem tisto zaupanje več ne potrebuješ, ko enkrat znaš ljubiti. Mislim, da je ta končni cilj dajati ljubezen. In če te zaupanje pripelje do tega stanja, da daješ ljubezen, potem si praktično že dosegel smisel življenja, ki ga lahko pa še poglabljaš. Ne? Seveda ga poglabljaš, ampak si že tam. Ne? Jaz vidim pa to zaupanje v tem, kako je rekel Bojan, da nekaj je prirojeno, ne? Že zvečer, ko gremo spat, se nič kaj ne sprašujemo, kaj bo zjutraj, ne? Kar naravno nam je, da se bomo zbudili. S tem, da jaz pravim, da je tudi zaupanje preko izkušenj. Tako da, kar smo imeli naprej, da zjutraj mislimo, da smo kar zbudili, jaz zadnje 2 leti pa vseeno preverim, če še kaj migam zjutraj, prvo imam prsti so, zdaj pa lahko vstanem. Glede izkušenja pa tako, v življenju zagotovo niso samo dobre izkušnje. In se tudi zaupanje v soljudi lahko močno umaja. In sem se večkrat spraševala, marsikdo, jaz sem tudi že slišala v službi pa v zakonskih skupinah, kjer se srečujejo, ko marsikateri par reče, oziroma ženska ponavadi,
svojemu možu ne morem več zaupati. In pol si rečeš po 20 letih zakona ali pa ne morem več zaupati. Kako zdaj pridobiti to zaupanje, ne, ga obuditi? In jaz mislim, da to gre preko tega, da ko si ti v stiku z Bogom, ne, ko spoznaš, da si v tem življenju z določenim namenom, da te je nekdo želel, da si tukaj, ne, prav v tem času in zdaj. Pa tudi, če so te vsi zapustili, tudi, če si ne vem kako razočaran, Bog te vedno ljubi, ne. Čeprav Bojan večkrat meni doma reče, Bog je ljubezen, pa se pa jaz kar malo razhodim, pa rečem, ne. Jaz rečem, da je preko vere grem jaz do upanja oziroma zaupanja in ko imam vse to, lahko grem do ljubezni, ne. Zato pa tudi verjetno v Svetem pismu ne piše vera, upanja, ljubezen, največja je pa ljubezen. Res vidim ljubezen kot končni cilj, ne. Ampak gre lepo sukcesivno, ne. Tako da, mogoče sem jaz bolj počasne sorte, no, kakor Bojan, njemu to mogoče gre bolj hitro, ne. Kako je pol ta razlika pol med moškimi in ženskami? Drugače zaupamo? Kako sta vidva začenjala odnos? Kako vidite to mladih ljudeh, ki vsi jih srečujete, cel kup ljudi? Jaz sem šla preko sprejemanja v zaupanja, ne. Jaz dostikrat Bojanu, ne, se narobe se izrazim, rečem, kako si ti naiven, tebe pa res vsak ima za norca, ne. Jaz sem bolj tak ziheraš, ampak verjetno sem to že po naravi, ne. Ali pa me je tudi življenje tako izoblikovalo. Jaz predam se sočloveku, ne. Meni je najlažje, čeprav je rekel Joško, da mi je bilo najtežje sebi zaupati. Jaz vidim, da še najlažje mi je sebi, pol je pa mogoče Bogu, najtežje mi je pa sočloveku. Ker je ta dinamika odnosa pri sočloveku se toliko spreminja, da se pravim, ta odnos, ki ga imava z Bojanom, jaz pravim je odnos, kar je tudi naše načelo, družine in življenje, odnos, za katerega je vredno živeti, ne, in ta odnos tudi graditi, ne. Marsikdo nama je že rekel, pa vidva nimata otrok, ja seveda imava, ne, 2 sina pa hči, ampak zavedava se, da otroka bosta zgled videla v naju dveh, ne. Da morava midva delati na odnosu in potem se bodo videli sadovi na otrocih, ne. Tako da jaz, ne vem, jaz grem bolj počasi, mogoče Bojan je že lahko tudi kakšno stopnico že višje, ampak... To je res, da jaz sem naiven, ampak jaz hočem biti naiven. Jaz to prostovoljno hočem. Jaz sem se odločil, da bom naiven in je lepo biti naiven, ne? Ker lahko vstopim v odnos s komorkoli, ne? Z najbolj zoprnim človekom v službi, na ulici, z nekom, ki se ga vsi izogibajo. Jaz ne rabim najprej kljukce narediti, a temu zaupam, a zgleda za zaupanja vreden, ne rabim te kljukce. Jaz lahko grem direktno do njega tako, ne, v globino, ne. Lahko ga provociram že v prvem trenutku, ne. Sara pravi, da mu z modrim očesom prišel domov enkrat, ne. Ne vem, lahko tudi, ja. Ena prigoda je bila, stopila sva v eno trgovino, pa jaz sem ga že malo rukala, sem rekla, pejva ven, pač bila je ravno prodajalka, ki jaz pač nisem želela zaradi službene poti srečati, ne. A ni on pa ravno tja silo, ne. Jaz še nisem vedela, kaj narediti, da zapustiti to trgovino, ne. Ampak sem zmeraj bolj proti izhodu šla, ne. In potem se je že zgodilo, da je res sam ostal v trgovini. Pa vprašal, ja, kam si pa šla? Sem rekla, jaz sem ti nakazala. Ja, jaz pa nisem razumel, je rekel. Tako da dostikrat na ulici se nama zgodi, da jaz zmanjkam, ne. Ampak zato, ker imam nek razlog, ne, da se ne srečam. Ampak Bojan verjetno, da ne se ravno v tisti odnos. Mislim, da zaupanje dostikrat nam služi kot izgovor, ne. Temu ne zaupam, zato se ne želim z njim pečati, ne. In potem se sprašujem, ne, kaj pa smo mi ljudje? Smo zaupanja vredni, recimo pred Bogom? Se on želi z nami pečati? On se želi.
čeprav nismo prav nič zaupanja vredni, ker vedno pademo, se odločimo za tisto, kar je narobe. On se vedno želi z nami stopiti v odnose. Torej, če smo mi nismo zaupanja vredni, zakaj bi morali mi zahtevati od nekoga, s katerim bi morali stopiti v odnos, da je najprej zaupanja vreden. Ni potrebno. Doskrat jaz pa bolj vidim tukaj, mi pa želimo drugih, da bi drugim ugajali, pa da bi bili mi zaupanja vredni. Ampak vidim, da doskrat ubiramo dejanja zgrešena, za pridobitev zaupanja. Maske si nadenamo, pa se zgovarjamo na moralna načela, pa to se spodobi, to se ne spodobi. Če nisi ti, tako kot rekel Joško prej, bodi res ti in si zaupaj, ne pa ugajati ljudem, ker prej ali slej se zrušiš. Pa se pa čudimo. Zboliš. Mi je všeč od Sara, ki se je prepodvala, da vidiš, da je zaupanje prirojeno. Jaz mislim, da je še celo zaupanje nam podarjeno, da je to ena božja dimenzija v nas, da nam je Bog toliko zaupal, meni toliko osebno zaupal, da sem lahko jaz tle na tej zemlji, da zdaj hodim v tem času, to, kar sem in kar sem, in da me je pripravil, prav zdaj, do tega trenutka tudi, me je tako ukrepil, da sem lahko zdaj jaz takole tlele. Ja, za vso svojo zgodbo, zgodovino in mi daje možnost in priložnost, da bom jaz to zaupanje zlorabil in z njim naredil ene manipulacije, ne vem, kakšne še vse neumnosti, ali pa ga res uporabil oziroma ga v plus dal. Se mi zdi, da mi dal prav, jaz vidim, da mi dal iz tega zaupanja, da je on meni toliko zaupal, da živim eno ogromno svobodo in odgovornost, kaj jaz z tega delam, kaj boš ti, Joško, z tega naredil. Včasih se jaz počutim tako, z Bojanom sem, da so si malo podobna, da so taka malo božja otroka, še bolj potencirano. Ja, da jaz se počutim tako, da se vsi mi igramo, ne bi nobenega zelo to tle poniževal, da smo vsi v enem takem čudovitem peskovniku in da se tam igramo s tisto našo glino, on pa tam uživa z nami in občuduje, kako mi rastemo, kako mi tisto spoznavamo, kako mi se med sabo bockamo, si sposojamo, držimo zase in tako naprej. Tako vidim, da nas čudovito uči z teh življenj, ki nam je dan, ki so nam dane, kdo sem in kako bom to zaživel, kar mi je podarjeno. Čudovita mi je ta dimenzija zaupanja, in pa zelo naporna. Zato, ker bi sam kdaj kar zbežal, ker vidim, da je tako konkreten. Ja, to pa je ta trdota. Vidiš tudi razliko v tem, kako zaupajo moški pa ženske? Mislim, da je tlele normalna ta razlika. V čem je? Normalna je, zaupanje v osnovi je eno, po moje. Ampak metoda, kako ena ženska pristopa do zaupanja, pa en možakar, kako pristopa do zaupanja, pa je karakterno, a si bolj čustvena, si bolj razumarski, a si bolj doživljajski, a si bolj vizualca, tako naprej, že spet drugačne metode imaš. Tako da jaz mislim, da vsak ima eno svojo pot, enega zaupanja, ampak skupaj pa prihajajo v odnosih ta zaupanja v eno tako, zdaj bom malo grdo rekel, energijo, eno tako vez, eno tako wow, a veš, kaj rečeš, kaj veš, vse ste že dokdaj doživeli, kaj vam je kdo zaupal, kako je to dobro. Ma takrat se počutiš prav počitek je, telo ti počije. A ste že kdaj doživeli, ne? Ker je res dobro. In to mož pa žena se zdi, da skozi odkrivata in se tega učita. Dobro mi je v tebi, draga moja, ne? Smem počivati. Ali pa poslušaj, tle me vse boli, kva mi ti delaš od meni, ne? Se zdi, da to tudi telo zazna te vibracije, ne? Žensko. No, evo. Ženske, ste videli, kako je razlika, ne? Ja, malo sprovociral. Ampak je res, ne? Možakar je spet na drugačen način, čeprav niso čiste oblike, ne? Spet ne ženska, pa ne moški, ne čisto tisto, samo razumar, samo varen, samo sistem, ne?
ali pa samo toplina, samo objemanje, samo ena razpršenost, vse to je strašen pogled. Ne. Se vidi, da smo toliko različno skupaj dani in posebej izbrani. Ja, zelo tako delikatno izbrani. Posebej jaz vidim zakonca tako delikatno izbrana. Tako delikatno skupaj prenešena. No. Jaz, ki pripravljam na zakon, jaz uživam, ki gledam, eni so tako različni in pa jaz tam malo rečem, pa poslušaj, vi dva ste različna, se ta pojedla, ne? Pobila, ne, kaj, imata dost uklepana se, ne? Ampak, pa je veš, malo sprovociraš, veš, da malo reče, zakaj, ne, pa kje imata pa ujemanje in pa je prideš do tistega zaupanja, ne, ker sploh ni več obeseden, ker veš, da je tista nit, na katero bo ta one dva skupaj prehajala, ker bo ta vlekla. Tako lepo mi je ta dimenzija. To zaupanje je res pohvala. Če mi Sara zaupa, se počutim spoštovanega. Ne? Moški bolj rabi spoštovanje. Ženske rabijo bolj ljubezen. Ne? One jo naravno dajejo, vi jo naravno dajete. Moški sicer bolj naravno dajemo spoštovanje in ga tudi nazaj pričakujemo. Ne? Nam je toliko naravno dajati ljubezen. No, ampak po drugi strani, kadar mi pa zaupa, ne, tudi je Joško že rekel, je pa to ena odgovornost. Ne? In jaz padem v en krč, joj, kaj če mi spodleti, ne? Pa ne po svoji krivdi, recimo, ali pa po moji krivdi, kakorkoli. In ko si v tistem krču, da ne boš nekomu porušil zaupanje, ki ti ga daje, takrat pa lahko začneš delati napake. Ne? Jaz sem Sari povedal, jaz nisem popoln, naj ne pričakuje popolnosti. Ne? Lahko mi zaupa, ampak kdaj jo bom sigurno razočaral. Ne? Edina popolnost, v katero ne bomo nikoli razočarani, če zaupamo, je nebeški oče. To je edino zaupanje, ki je brezmadežno, dobesedno, brez napak. Ne? Zaupanje med nama bo vedno se malo, ne, kot pravijo, da je zaupanje kot radirka. Pri vsaki napaki je potem radirke manj. Ne? Ja, napake so. Jaz pa bolj vidim to najno zaupanje, ne? Kot mož in žena. Bi nekdo rekel, si sta malo časa poročena, 12 let, ampak sva že marsikaj dala v teh 12 letih skozi. In se je to pred 2 leti pa resnično pokazalo. Ne? Jaz sem pristala za 2 meseca pa v bolnici. Ampak na vsakem centru za socialno delo se upam potrditi, da za najna otroka bilo takrat v kakšnem segmentu še bolj poskrbljeno, kadar sem bila jaz. Ne? Naš 5-letni Valentin takrat se je naučil rezati kruh sam, vsega jati naučil. Ne? Ampak zdaj je pa že pozabil, ko sem se izvrnila domov. Mislim, da očetje, no, vsaj Bojan, to zaupanje, ne, mame smo vedno v tem odnosu do otrok tako pokroviteljsko v strahu, a ne. Bojan pravi, glej, včeraj je rekel, veš koga, če se bo kaj vpekel, a ne, rekel, vse sem nekaj slišal, da zaradi tega črevo ne bo prišlo vanje, rekel, če sem nekaj ampak to hočem reči, ne, jaz sem bila hroma takrat, ne, po eni polovici telesa, ampak kljub službi, ki ni lahka, čeprav, če gledaš Bojana, je vse easy, ne, vsak dan je prišel, vsak dan me je on skopal, ne, pa sem mu še rekla, ura je 5, pejdi domov, rekel, doma je vse v redu, zaupaj, ne, vse je poskrbljeno. Nič mu ni bilo težko, ne. Pa še zdravnici bilo malo čudno, ne, da povabila na razgovor, rekla, pa vaša žena ne razume, da je hudo bolna, ne. Pa ne vem, kaj je on odgovoril, ne, ampak bolje pa razumela, da verjetno mava poleg splošne medicine še v nekaj drugega verjameva, ne, zaupava. Edino Bojan se kdaj hoduje, nekaj me vpraša, kako je, pa rečem, sej bo, ne, rekel, ja bo, ne, ampak jaz bi rad vedel, kako se ti počutiš, prosim, zaupaj mi, ne. Ne mara, mogoče malo poseben,
ne mara, da bi mu odgovarjala samo s fakti, ne? On želi slišati, kaj čutimo, ne? In To imaš res srečo, veš. ja, ko govorim kakšenkrat bi jaz rešil fakti, da ga hitro se rešim, ampak se ga moraš rešiti. V tistem obdobju je pa res enkrat v vrtec šel Valentin z žabami po narobe, no, ampak to ni bilo tako hudo. Črte, ne vem, ena spredi, dve spredi, to ne nič hudega, no. Ampak, ja, res je, no, kadar odkriješ, da je smisel življenja dajati ljubezen, ne. Saj jaz je ne morem dati, kje jo bom pa dobil, ne. Jaz iz sebe je nisem sposoben dati, ne. Lahko jo samo pretočim, ne. Tisto ljubezen, ki jo prejmem, jo lahko dam naprej. In takrat res več ni težko, ne. Jaz tudi nisem verjel, dokler to osebno potem ne izkusiš, da ni več težko, nobene stvari. Kljub razočaranjem, kljub padcem, kljub konfliktom, ne, se da, ne. Vsi smo v istem čovnu, pravzaprav. Razlika je samo, kako se spopadamo, spoprijemamo s težavami, ki jih imamo vsi ljudje. Kaj pa potem, ko zdaj vidva sicer tega, kakor sem razumela, niste izkusila, ampak recimo po odnosu si zelo razočaran, in pa se celo razideta. Ti se srečuješ pri svojem delu tudi s tem, da se ljudje razidejo. Kako pol graditi zaupanje naprej spet v odnos? Da ne ostaneš pol pač sam, ker ne boš nobeno več zaupal, ampak da spet najdeš v točko in rečeš, ok, grem spet v odnos, bom spet nekomu zaupal. Jaz vidim pri svojih strankah, ne, sicer nočem se hvaliti, ampak največ se ukvarjamo resnično z razvezami, ne. Ko vstopi ženska v odvetniško pisarno, ona je vedno trdno odločena, kaj si želi. Ko pa pride moški, ponavadi pa tipa, ne. Prosim, če mi povete načine, kako se razidem, kako pa to izgleda. Tam že vemo, ne, da bo prišel 5-krat, ampak dokler mu žena ne bo dala ultimata, ne bo nič, ne. Jaz ponavadi predlagam takim, ki so razočarani, ne, jaz imam tudi že primer, ko sem za eno in isto osebo 3-krat vložila razvezni postopek, ker se je vsakič vmes premislila. Ampak v redu je to, ne. Sem rekla, glejte, jaz lahko umaknem, kadarkoli boste rekli, ne. In je prišla in rekla, bom dala še eno šanso, sem rekla, super. Čez 1 leto prišla nazaj, smo vložili res letošnjega junija, ampak zdaj me je že klicala v avgustu, ne. Tam bi verjetno, pa sem rekla, v redu, ni problem, umaknemo, ne. Predlagam pa jim vedno mediacijo, ker jaz kot odvetnik nisem poklicana, da solim pamet v narekovajih, nisem psiholog, nisem izvedenec. Ampak na mediaciji se vidim, ko se moraš, takrat govorijo stranke, si prvič v življenju določeni sploh povejo, kaj čutijo. Doma nista imela priložnosti oziroma si nista vzela časa. Jaz kot farmacevt rad delim recepte, tudi. Da ga slišimo. Torej, oseben recept, ne, če bi bil razočaran. Nikoli me nekdo ne bo pustil na cedilu. In ta nekdo je napisan z veliko začetnico. In zaradi te ljubezni, spet z veliko začetnico pisane, mi ne bo nič hudega. Tudi če sem še ne vem kako razočaran, če ne izgubim stika s svojim stvarnikom, če je ta odnos živ, potem me ni strah. To meni, po mojem, samo to bi mi pomagalo v primeru razočaranja. Obdržati ta odnos. Ko se pa enkrat oddališ od stvarnika, posi pa Bogi. Potem pa ne vem, če najdeš pot nazaj, ker iščeš zaupanje v ljudeh in ga boš kje najdel, lahko ga ne boš spet razočaran. Ljudje nismo popolni. In če se tega zavedamo, držimo se popolnosti. Ampak veš, jaz moram pa vsem tem, moj namen, ker sem se večkrat spraševala, zakaj v bistvu na eni strani v zakonskih skupinah gradimo odnos, na drugi strani sodelujemo v razvezah. Sem prišla do spoznanja, da če še dva razhajata in tako hudo razočaranje, da
da se vsaj razideta na spoštljiv način, a ne. Zato pustimo tudi čas, da se čustva malo poležejo, a ne. In da se to ne razbohoti in da ne podpihujemo, pa da rečemo, ste neumna, dajte ga še malo prviti, naj vam to še dane, pa še 20% pri hiši. Če to začneš, je to neverending story, a ne. Naj se ta dva človeka res razideta v miru, a ne, in je pa res, da rabijo potem čas, a ne, vsekakor, ne, eni več, eni manj, ponavadi rečejo, vsaj 4-letni časi naj se zvrstijo. Ne, tako sem enkrat eno gospo slišala, a ne, da morajo iti vsi 4-letni časi mimo, ko se nekaj prekine v življenju, en odnos, in potem počasi spet graditi na novo, a ne. Imamo pa tudi take pare, ki se pa pač spoznajo, da je pa dobro, da se spet srečata, a ne, pa začneta na novo, a ne, tako da. Razočaranja zagotovo so, a ne, mogoče je Bojan malo optimist pa entuzijast. Jaz vem, da vertikala ne bo nikoli me razočarala. Ne. Jaz bom razočaral tudi očeta, ampak oče mene ne bo nikoli. In ko veš, da si ljubljen, dobesedno ljubljen, pa sem sam lahko na tem čisto samljen, sem ljubljen, potem pravzaprav te ni strah prihodnosti, te ne skrbi, kako bo, a se bo išlo, s kom bom ali ne bom, ker vem, da sem že ljubljen in si že razbremenjen. Nisi tistem krču, zdaj moram pa jaz nekaj storiti. Ne, jaz sem že ljubljen. Pika. Karkoli naredim, bom ljubljen. Ni vsem namenjeno res živeti zakona. Ne vem, to je skrivnost, zakaj ne, ker je na koncu tako lepo. Enkrat sem slišal primerjavo, da sicer je zakon kot zakona, kot utrdba, ne, debeli zidovi, tisti, ki so zunaj, bi radi not, tisti, ki so not, bi radi pa ven. Matevško, čaranje, zaupanje. Ja. Všeč, res tam je super par. Prej sem ga potrpljal, ne, ker veste, kakšna milost je, da mož sprovocira žensko, da pove v čutenjih. To bi mogla ženska moška. To nas je obratno. Ja, no vidite, zdaj tlele že vidimo na vzorce. Jaz sam se srečujem pred Saro s stvarmi, ne. Pridejo, ljudje, zakonci, posebej moški in ženske, po nasvet, kaj narediti, ko pride do enega take preizkušnje, ko se zaupanje začne majati, pa ga ne več. Jaz nimam tle recepta. Ja, te občudujem za recepte, jaz pa nimam. Mi je pa vedno težko, zelo razumem bolečino, to mi je neverjetno. No. Ampak vidim pa, da se pa zruši ta zadeva tega ljubljenosti, tega sinovstva, da sem Božji otrok. Tukaj se zlomi. Prav, nekaj stik se prekine. No. To zelo vidim, ker da si lahko ljubljen, to je čisto njegovo. Ampak ti pa v bistvu si moraš to dopustiti. In ko pride do tega, da se zaupanje zlomi, se zlomi prav tlele, no? Ta vez, Božji otrok sem, ljubljen, kdo ima sploh rad? Ja. Tukaj ni tako enostavno, no, kot zdaj sem povedal, ampak je, ko pride do en primer enega varanja, no, ki je čisto zlorabljeno zaupanje, ne, ki se odreže, ženska to odreže, a ne, odreže. In vsaki osebi, ki pride, pravim, ne delati kakšnih odločitev prehitro. Ne, umirite se, pustite zdaj čustva malo ven, pejva pogledati malo vaše čustva, tako malo poskušam umiriti zadevo. Pijte vodo, hodite, da se umiri, da se razbistrijo stvari. Prosim, da prijeta skupaj, če se le da. Se tudi jaz nisem noben psiholog in noben terapeut in tako naprej. Ampak zelo rad imam ljudi, zelo rad imam življenje, zelo rad imam odnose. Ja. Jaz sem trpel v odnosih.
Igral sem odnose, pretvarjal sem se za odnose in noben mu več ne privoščil. Jaz, tako mi je hodoče zaznam, da si mož in žena ugajata, da si morata nekaj ugajati, nekaj odnose delati, zabruhati težko. Pa to more past. Čim prej ne se podreje spravom, ne se podre, ne se zruši ta stavba, zdaj, ker če se bo po 20 letih nam res vedeli, kaj še skupaj stoji. Ne? Ja. Tako sem strok tlele, ne? Kakšni ženski malo rečem, ja, kaj si pa do zdaj delala, ne? Se je to hudo, ne? Pa kako si se pa sploh spoštovala? A veš, to čisto osnovno spoštovanje. Ja, sem vse naredila, da bi bil on dober, pa da bi bil on dobro z mano. Ja, ti si tepka, ne? Kaj pa vse delala zraven, ne? Joj, a veš, to res boli. In pa rečeš, ja, pa se že osnovnega zaupanja ni moglo biti, kje sploh bilo, ker noter ni bilo že te ljubljenosti osnovne. Koliko sem jaz res od Boga sprejet ljubljen? Ma nisem bil zdrav za odnos. Tukaj se pa te stvari in pa, ki se počas začnejo gledati stvari, tako malo rahljati. Jaz rečem, dajmo začeti moliti, daj pokleknem, zdaj si zrela, zdaj si zrel, da poklekneš, se nehaš, ne vem kaj, smilcam sebi, ampak vzem se resno, začni delati na sebi, ured se, čisto preprosto, ne? Nared nekaj na sebi, boš videla, kako te bo drugače pogledal. Ja. Pa besedo ti moramo ženske črtati. Jasa, ne, začeca, ne? Tako pri sebi. To se si jaz učila. Ne moreš drugače, dokler tega, vse do tega dozoriš, jaz sem tako vesel, ne? In kad te pari, ne, marsikjer je že prišel tako spet, wow, kako smo mi dva prav sva skupaj, ne? A veš, pa, vse ti še skozi pravo, ne? Ampak ne vidiš, to ne vidiš, ne? In ima ta, a veš, one dva sta ne čustveno tam noter, vseh bolečinah, vseh misarjenih, vseh ljubčkanih, vseh skupaj, ne? In se ne vidita. Meni je to dosti lažje gledati, ker sem z distanco, ker malo pogledaš, veš, je dosti lažje, ne? Jih gledam prav v špegel, prav vidim. In če jima pokažem Božji špegel, se prav ustraštam. Kdo sem jaz? Kdo si ti? A veš, prav tako, ne? Prav ti, ker ni čisto sestavljeno sam sebe in ne more priti od tega vezija, povezanosti, ne? Ja. Skoro krvi ga moče. Mogoče se premalo govori, ne? Zakaj sva mi dva skupaj? Zakaj? Zato, da se bova imela lepo? Ja, tisto pride, ne? Ampak mogoče zveni malo preveč psihoterapevtsko, ampak mi dva sva skupaj, prav zato, da Sara meni pomaga graditi samo podobo. In da jaz pomagam njej njene rane prečiščevati. Zato sva skupaj. Nisva sama sebi namena, ne? Ampak da skupaj drugemu pomagava. Ker vsi nosimo neke rane iz preteklosti. In to je naporno. Sicer. Rabiš odrekanje. Najprej je treba prepričati drugega, da bo dovolil. Mene prepričati, da jaz dovolim, da Sara pogleda v mojo notranjost. Da vidi tudi noter grozne stvari. In da jih skupaj predebatirava in me ni sram več priznati, kaj vse sem delal narobe in kaj še delam narobe. In če me Sara sprejema takega, potem je ta odnos čudovit. Če me sprejema slabega, sej sprejema dobrega partnerja ni težko, seveda. Slabega partnerja je težko sprejemati. Slabo stran tebe, grešno stran tebe, ja, grešno stran. Pomanjkljivo stran tebe sprejeti. Ja. Ampak te prvo moraš sam sprejeti, ker jo ti se v paketu ji daješ njej. Ne? Ja. Jaz sem prišla do spoznanja, da najbolj so me motile, mene moti, ne se lahko povem, moj mož, ko pride iz službe, gre spat. To je zame, ženske spimo samo po noči, ne? Saj jaz pa čez dan moram biti efektivna, ne? In sem spoznala, kaj je to, ne? Da ni problem v Bojanovem spanju, ampak ker je isto počel moj oče, ne? In ker pri svojemu očetu tega nisem odobravala, včasih so se trgovina v 5, 6 zaprle in mi smo vedno zamudili, ker je oče spaval, ne?
In to jaz pri svojemu, in jaz sem prišla do tega, ne, jaz sem se dostikrat jezila, ne, pa rekel, pa kaj je narobe, če je človek utrujen, ne. Ampak ne to, jaz nisem bila fovša, ker imam jaz to rano, ki je nepredelana iz mojega otroštva, ne. Pa mu nisem zavidela, nič tizga spanja. Še zmeraj sva si različna, no. To je zelo lep primer zdaj tega, ker si prej rekla, na vest ti začeti govoriti jaz. Pa ja, moti me pri tebi, ampak kaj je to pol pri meni? Noben ne pravi, da je to lahko. Noben ne pravi. Se pa da. Se da. Se da. Ni lahko, ampak se da doseči. Jaz tudi takole, ko vidim, ne, a ti kaj moliš? Ja, moram. A ti moliš kaj za moža? Veš, sem malo pozabila. A ti kaj moliš za sebe? To pa ne, bom ratala všabna. Ja, veš, osnovni pogovor, osnovna zadeva je prekinjena. Že tle je nezaupanje, ena zmešnjava. A veš? In če jaz ne morem komunicirati z Bogom, tako, ker mi je on dal od krsta, da se mi dva pogovarjava kot jaz, otrok z očetom, z tem, ki mi je dal, zaupal vseja. Kako bom pa jaz drugim govoril, ne? Kako bom jaz drugim živel? Vse to grozno. Recimo Frančišek, ne? Zato sem se jaz odločil za to Frančiškovo pot, ki mi je tako resnična. Frančišek si že želel, ki je zaznal tako Boga, ne? Kako ga ima rad. Je rekel, wow, Bog, jaz bom posedal, slekel se je pred njimi in je rekel, oče moj, ne, oče moj, lej, zdaj te imam pa tle, zdaj smo pa tle, ne. In je šel, in ko so se mu pridružili bratje, ne, so rekel, Frančišek, mi bi tudi rad tako živel, kakor mi. Kaj? Jaz bom sam živel, se sem sam poklical v to, ne. A veš, tako je tak ogroženost, ne, jaz bom sam rešil zadevo, ne. Jaz bom sam, a veš. In pa, lej, kako je Sveti Duh super, ne. A veš, in on tam zbudi tem prijateljem, da zdržijo tam v tistem njegovem egoizmu in boju, ne? In reče, dej Frančišek, res bi radi, ne? In tam popusti. In pa reče, dejmo vprašati Boga, kaj on hoče, ne? In kaj naredijo? Odprejo Sveto pismo, ne? In to je bilo vse za skupaj. Pojdite, ja, če kdo hoče hoditi za menoj, ne se poje sam sebi. Vedno je bilo nekaj skupnega, nekaj je bilo nekaj težkega. Wow, pejmo. In tukaj je Frančišek rešil sebe, on grdo zdaj rekel sebe, ampak tukaj je rešil svoje čudaštvo, če ne bi bil čudak. A bi bil en sanjač, ki bi bil malo na drevesu, malo na tleh, a veš, in tako naprej, ker bi samo živel iz tega, kar bi čutil, ne? Ja. Ampak tako so mu pa bratje prizemljili, so ga tako malo potegnili. Ej, Frančišek, kaj pa zdaj ti to govoriš, ne? Kaj pa si zdaj to mislil, ne? Isto žena, ne? Vse isto žena pa mož, pa ta čisto isto dimenzijo, ne? Sam jaz pri sebi vidim, da sem tak junc, ne? Je toliko naporen, da rabim imeti štrik Frančiškov in velik bratov in odnosov, da me tlele prizemljijo in rečejo, wow, Jožko, to je pa dobro. Ali pa, wow, Jožko, kaj pa si tle mislil? Zakaj pa si bil tlele? Zakaj pa šel ti danes v Ljubljano? A veš, tako, ena taka, malo tako za pomisliti, malo za ego upucati, malo za to sčistiti tisto zadevo, ker sem res Božji. A res delaš za Boga, za njegovo slavo, ali delaš za svoj ponos, za svoj, snimajo, ne? A veš, a sem samo jaz, ali je to za Boga, ne? To moraš strašno spucati in to se v odnosu spuca. Ja. To spucata mož na ženi, žena na možu, ampak ostaneta pa še ista enkratnost, ista čudovitost. Kako je rekel Jožko, da je zmerno skupino, ne tudi mi dva, sva jaz ti, ampak zdaj smo pa mi dva, ne? Aleluja. Treba. Eno. Prav smo drug drugemu zato, da si postavljamo nazaj v realno življenje. Nismo čudaki, ampak živimo. Mislim, da je čas, da tudi še vi kaj lahko vprašate, ker nekaj sočete že bilo, tako da... Vprašajte. Kar? Užemte nas. Dobrodošli vse vprašanje. Kar pogubno. Povemo vse, kar hočete. Vse ste slišali.
hoče, zdaj je vseeno, ne, kar bom zberke prav, bom še enkrat razpovedila. V bistvu je ta zaupanje, pravzaprav se mi zdi, no, potem, ko ste govorili, zelo povezan tudi s tem strahom. Se pravi, a jaz dovolj sebi zaupam, da dovolim, da se odprem, da me ti sprejmeš z mojimi slabimi stvarmi, in v bistvu ta strah, kaj bo drugi videl v meni. Ja. Nekaj tega sem slišala, kako to bi razlišala. Lahko jaz tele. Jaz sem čisti strahopec. Reči, čisti strahopec. Mene je pred vsako stvari tako strah, ampak to je prav to ta osnovno moje nezaupanje, ki ga imam pa notri v podzavesti. Ne? To sta mi jati pa mami dala, ti nisi nič ureden, s tebe nič ne bo, In non-stop pa imam to preverjanje, kaj bom jaz naredil, a bom uspešen, a mi bo ratan, ne? Ja. Tako. In tukaj, a veste, kaj mi je bilo dano, no? Tako mi je to, tukaj vidim, da me svet duh čudovito oči, ne? Pejdi po težji poti. To se mi skozi odpira. Pejdi po težji poti. Potem, bori se, ne beži. To se mi je cel faks napisano. Bori se, ne beži, ne? In vedno je bilo, sem bil tako spodbujen k enim odpovedim, k enim preseganju, k enim, pejt. Ja. Mi, ki gremo v Asizi, nekaj vrste tlele mladi, ki smo bili letos, meni je vsak Asizi strah. Ker se bojim, kako boste vi zaznali mladi, pa ljudje, ki me boste videli moje napake. Pa moje lepote. Ja. Tega se bojim jaz. Ampak nič hudega. Zdaj se počas res vidim, da to ni nič hudega. Ne? Ja. In ti mi kar povej, reči mi. Sej nič novega naš povedal. Ja. Tako, no, res, pejt lih tja. Jaz včasih rečem, če te kaj strah, ne? Če te kaj strah, pejt tja. Tako boš najbolj vedel, kaj je. Pa fajn je sproti, ne? Mene že po enem tednu, recimo, zelo moti nohte, ne? Očitno nimam tako močnih in potem se mi malo že upogibajo, ne? In seveda grem pa poščipam, ne? In tako sva se naučila v odnosu poščipati egoizem, ne? Aha, kadar čutim, da delam iz egoizma, pa se poščipam, ne? Prej sem to delal na njej, da se v njej ščipa v egoizem, ne, zdaj so gotovo, da moram sebi. Super. Še druga stvar je, vsi mislijo, dva zaljubljenca sta navezana drug na drugega. Ne? Kako lepo navezana. Ne? Buda je pa je rekel, da je vir vsega zla na svetu navezanost. Ker če si navezan, si avtomatsko te postane strah, da boš tisto izgubil. In kadar te je strah, ne moreš imeti zares rad. Kadar te je strah, ne vidiš pravega človeka, ker se bojiš, da boš tisto izgubil. Tako da, kadarkoli začutim, da je mene strah nečesa, začnem raziskovati, na kaj sem točno navezan v tistem trenutku, da me je postalo strah. In če poščipam svojo navezanost, ne, svoj interes, mine tudi strah. In brez strahu se da imeti rad. In se da vse prenesti, kar ti življenje prenese. Jaz se pa tlele bolj prjoško to vidim, ne? Jaz sem bila kot punca, kot otrok, pridna punčka, ne? Si mu gajati, ne? Ampak na eni stopni ne zmoreš več. Ne? Odgovornosti so vedno večje, ne zmoreš. In potem se je naselil res strah. Ne? Kaj, ko bojo videti, da pa jaz nisem samo pridna. Ne? In to se mi je tudi prbojeno, ne? Na začetku. Tudi ne? Ta pridnost se je silila, ne? V spredje. Tako da strah, ja, jaz vidim v najinem odnosu, ko mu popolnoma zaupam, to vsak dan, ne, odločamo za zaupanje, sem mirna. Ne. To se pozna potem tudi na enem telesnem odnosu, ne. Pri ženskah verjetno to malo drugače. Ne. Pri nas, če ni, ne bo nič. Ne. Tudi poljuba ne bo takega, kot bi mogel biti. Ne. Jaz imam pa en drug problem. Ne. Tako so rekli, ne, da gre za progresivno bolezen.
Jaz pa zelo hitim živeti, a ne, in se bojim dostikrat jeziti, pa kam se ti mudi, a ne? Ja, jaz moram to vse dokončati, a ne? Jaz sem tak človek, če nekaj začnem, želim dokončati, a ne? In pa bojim ne reče, ja, in ko boš imela vse diplome, vse nazive, kaj bo pa potem? Pa rečem, ja ne vem, bo pa nekaj novega, a ne? Tako da jaz se moram, se to dobro zavedam, a ne? Ta strah, kaj bo, lahko nič ne bo, a ne? Ampak dobro, da imam njega, a ne, da mi reče, zbudi se, a ne. Dobro, da imamo njega. Ja, ampak dobro, da si ti tudi zraven, a ne. Ne bi bilo meni to dovolj, a ne. Ker bi se na Boga, tako kot je rekel prej Jožko, ki je prosil za mozolje, jaz bi pa prosila, dej, da sam to še naredim. Kako se je pa začel pač v vajnem odnosu? Se pravi, na začetku je v enem trenutku sta mogla sprejeti, ok, pač me vidi tazga, ko sem. Ali ti njega, no. Če lahko rečem, a ne, Bojan ni bil tisti tipičen osvajalec, a ne. Zelo počasen. Kino me je vabil, ampak on ni razumel, da punce gledamo rade nevojno zvest, a ne. Pa mi je nosil rumene rože, jaz sem bila rekla pa rumene rože. To je ljubosumje. Ja. Po enem letu teh vojna zvest pa teh čudnih filmov, a ne, sem pa jaz tega fanta vseeno poslala eno pismo, da sem mu napisala svoje občutke, a ne. In sem to se spomnim, da je prišel do mene in je rekel, to je bil januar, je rekel, jaz bom tvoj fant, ampak do aprila nimam še časa. Od aprila naprej sva pa lahko, je rekel. Ampak to, da se res v nekem trenutku odločiš, zdaj pa zaupam, ne, ni bilo pri nas dveh tako, kaj pa vem, tvegaš, no, tisto zaupanje raste in ne neha rasti, ne, pravzaprav. Tako da, ni, da je en dan pa so se nebesa odprla, pa od zdaj naprej pa zaupam vse, ne. Ne, da pride to v tisto pravo ljubezen, kot sem prej rekel, ne, zdaj zaupanja niti več ne gledam, ne. Sara je svobodna, lahko naredi pravzaprav ta občutek, da jaz njej dajem svobodo, se mi zdi, je največ prispeva k temu, da se ona odpre. Če ji dajem svobodo. Če jo pa napadem z nasveti, pa z recepti, pa tako naredi, glej, se tu ni nič težkega, pa tako, pa mi ne bo se odprla, ne? Mi ne bo zaupala sebe. Ne? Ker zaupati se je tudi ena vrlina, ne? Zaupati se. Navzven izraziti to, kar si. Še to sem hodila reči, pa ni bilo samo vojna zvest, potem je Bojan razumel, da morala je tudi to film gledati. Ampak ko sva se pa poročila, ko se spet se spremeni, pa dostikrat rekel, veš, kino je pa drag, tako da je treba skrbno zbirati, kaj gremo gledati. 2 uri tam. Še čas. Ja, jaz bi prej še malo šel nazaj na ta strah. Ne. Vsakmu je dan toliko, kakor ga rabi. No. Zato, ker smo različni, se vidite, kako smo različni tle notri. Ne. Ampak vsak ima tisto, kar rabi in toliko, kar rabi. Tako maso, toliko, lej, s tem ti živiš in delaš in s tem si ti odgovoren. Od tebe se bo to nekako zahtevalo. To bi rekel, no, da je zelo potrebno, no, vzeti strah zares. Jaz sem ga zelo kako ne rečem, razumel, ker sem začel tudi nastopati. No. Sam sem se začel ukvarjati solo petjem, tam je veliko treba se postaviti. Ne. In vsakič znova ne veš, ali se boš zmotil, ali bo šlo, ali ne bo šlo. Jaz sem vedno zaradi strahu pozabil tekste, pozabil melodijo in pa, veš, to prav zablokira zadeva, ne. Ampak, ker sem se pa začel sproščati, pa sprejemati, pa se nič hudega, če boš ti tam narobe naredil nekaj, ne. Meni je zdaj, veste, kaj mi je moto? Lepo se je zmotiti. To mi je prav tak moto. Ja, lepo se je zmotiti.
milostno se je zmotiti. To me je tako moto, no. No, to mi je taka reč. In pa oseben odnos, oziroma odnos, ne, toliko mi je lepo, ko vidva govorite o odnosu. Jaz vidim, kakšen zakonski par spregovori o odnosu, vidim to je na tako sveto polje, na katerem, glej si, moram se zoti sandale. Res. Ne morem čist nič poteptati, ne smem nič. Tam mora ostati, tako kar je. To, kar je, ne. In tam ne smem res nič biti, da bi bilo kaj preračunljivo. Mora biti, tako kar je. To, ampak to samo pri Bogu jaz lahko naredim, no. Z Bogom v njem. To res vidim. Zato, ker nas Bog prehiteva in zato, tukaj mi vsi potrebujemo in hlastamo po tem Bogu, ki je zelo živ v zakramentih njegova bližina. No. In to je ta svetost prostora, na katerem sem jaz sezut, ranljiv, boli in jaz tisto bolečino imam, da jo poskušam sprejeti, razumeti, pustiti, da je. To je najtežje. Jaz bi kar zdrav. Ja. Pa Bojan, tle nekaj boli. Veš, Bojan, jaz sem tvoj zdravnik, ne? Ja, jaz sem tvoj zdravnik. Še več, sem tvoj odrešenik. Ja, te mi jaz odrešil. Ja, ti už pa boj meni hvalil, ne? Ja. To je zelo hudo, ne? Zelo hudo je to, ne? Da v bistvu stvari ostanejo resnične, so tam in če se imata res dva, sta izbrana, glej, to je en prostor, kjer Bog prihaja noter. Jaz vem, da moje rane, moja zgodba, življenjske rane, so tak močen prostor, kjer se me Bog dotika. Prav tam vidim. Prav tam smo si zelo blizu. Njegova, ta rana ali pa srčna rana, sta čist ena. Tam teče kri. To tako močno doživljam. Ja. In tukaj me Bog zdravi in prav tam me zdravi. Ne tam, ker sem jaz fajn. Tam je že njegovo. Ne? Ja. Tam, ker sem jaz boleč. Ampak to ima on način in mi pošle človeka, glih tazga, ker je prav in ima podobne stvari lahko, ne? In reče, wow, Kris, pa ti se toliko časa skrival, ne? Ampak je v ta pravem trenutku prišel, ker sem jaz bil takrat odprt in dost ponižen, dost tudi skrivnosten in spoštljiv, da se je začel dogajati, da sem jaz pustil to, da je to tam, na ta pravem mestu, v ta pravem času. Ne? In tam teče pa ta kri odrešenja. Tako, no, to je se tako povezano zelo, zelo močno. Ne vem, če vi to tako razumete. Dajte še vi kaj dopolniti ali pa reči, da nimate prav. Ja, res, dajte nam pomagati, no, da. Se mi zdi, da velikokrat mi dopuščamo, da smo slabotni, ker vemo, da nas bo v tem Bog obiskal. In včasih iščemo prav kontra, ker vemo, aha, se to bo v Bog lahko dobro obrnil. Pa kadar jaz se odločim, jaz stalno govorim, nič drugega ni kot samo odločitev. Se odločim za prav, za življenje ali za narobe, za smrt. In kadar se odločim za smrt, je hudo. Meni nisem več navajen se odločati za smrt, ker sem se komaj izvil iz tega, iz greha, ki si ujet v nekaj, joj, nočem več nazaj, nočem. Pa še kakšenkrat priprem vrata spet, ne. Ampak takrat v smrti, ko sem v grehu, hrepenim, da bi prišel nazaj domov k očetu. Res, ne. Nočem več zahajati v stvari, v katerih sem bil nesrečen. Nočem, ne. Sem se opekel in tja več nočem, ne. Še vedno jaz čestitam ta črnemu, neverjetno dober je, ne, da nas uspe spet, ne, zvabiti nekam z nekimi iluzijami, obljubami, ki so popolnoma neresnične. Ne. In spre dobre ljudi med seboj spre.
hudi duh je tako pretkan, bolj inteligenten, kot smo mi, očitno, da dobre ljudi med seboj spre in jih postavi drug proti drugemu. Pa vsak posebej sta dober človek. Ne vem, kako mu to uspe in kako mi nasedamo. No. Nočem več nasedati. Nočem. Bog mi daj moči, da ne bi. Za slabotnost, veš, tudi moramo dozoreti. To je tisto Pavlovo, kadar smo slabotni, smo v Bogu močni. Ne. Moraš biti strašno res slaboten, ne. To pomeni, da res razumeš, Bog ti smaje vse. Ampak to res moraš biti pa že fajn spucan. Tako da tukaj tudi zorimo, nas Bog zori do tega tudi slabotnosti, da jaz res zastonsko pokleknem in rečem, Bog, naj se zgodi tvoja volja. Ja. Prav samo to. Ti veš, kva delaš. Ti obvladaš. Ja. Do tega moramo tudi dozoreti. No. Ja. Nam pa on daje. Vsakmu posebej, zopet in zopet. No. To je ta skrivnostnost. Pot, kako do tega priti. Ja. Tako sem te manj slišal prej. Meni je bilo pa prej zanimivo, mislim, da je Sara omenila ti za obljube, kot so v zakoncu, ki se poročiš. Namreč že pri parih zakoncih sem to isto slišala, sem mi zaupal. To, da v bistvu sploh ne veš, v kaj se spuščaš, in to je meni fascinantno, kako smo hecna bitjeca. Mislim, tako, se odločaš za nekoga, ampak pol v bistvu šele, ko začneš to živeti, ne? To mislim, kako sta videla to doživljala. Pri mali dveh je bilo to zelo zanimivo. Jaz sem se hodila, Bojan ni navajen, oziroma ali to njegova odločitev, mi podarjati darila, ne. In je rekel, mi je obljubil v letu iz 98 na 99, imam neko veliko darilo zate, a ne. Fajn, se bova poročila, sem si mislila, ne, ker ni bilo fizično darila, ne. Nič. Pa moja mama, ne, malo pretkana, je rekla, enkrat, ko smo bili pri nas na kosilu, je rekla, veš, Bojan, jaz sem pa že čevlje kupila za vajino poroko, ne. Se rekel, nič hudega, noga ne bo rasti. Ja. Je bilo leto 2000. Je rekel, veš, v 2000 se pa res ni dobro poročiti, z nulo začeti, pa vsi najini prijatelji se poročijo v 2000, ne. Je rekel, to ne. Pol je bil december 2000, sem rekla, ja, kaj pa zdaj? Pa sem pa jaz malo tako, ne, sem rekla, 6. januarja, sem rekla, zdaj pa, glej, greva na upravno enoto, zberi datum, pa je gledal malo po koledarju, je rekel, da si bom jaz v življenju zapomnil 5.5, je rekel, naj bo. Ampak še takrat ni vedel, a bi ali ne bi, ne, sem bila skozi sproščena, pač, on je zame v redu, a ne, ta Bogir je, veš, je v tistem času shujšal zelo, a ne, do poroke. V zadnjem tednu. Sem mogli hlače še malo štimati, ne. Ampak on pravi, da je to bila premišljena odločitev pri njemu, a ne. No, tako, tisti dan, ko pa sva bila poročena, tisti dan me je pa zadelo, sem pa rekel, ups, tle pa ni več poti nazaj. Tisti dan, ja, je bilo pozno, ja. Ampak tistega dne naprej sem rekel, jaz niti nočem se več poročati, nobenim več, ker je to tako naporno. Enkrat dost in to je bilo zame, tisti dan odločitve je bil to, ne. In sem rekel, le, kaj sva skuhala, sem je rekel, tako je po poroki. Kaj sva skuhala, le zdaj, mislim, jaz sem pa zdaj not, ne. Nikoli več ven, nikoli več. Jaz sem se tako živo od tega zavedal, ne. Da je to zame to in nič drugega. Dobro, tak sem, kaj čem. A ti lahko odgovorim? Veš kaj, Bog je mojster. In jaz malo grdo rečem eno besedo, malo preslepi, veš, in na ta pravi način zna vsakega malo preslepiti, ne. Ker če bi vi vedeli, kaj bo čez en teden, bi že danes se tresli in umrli, zato ker ne pristali, ne. Nas počas nas na to pripravlja, ne. Ja.
Ampak je pa veliko strahu tlele prav pred tem tveganjem. Kaj bo? To vidim, da zakonske pare skupaj spravljamo, ali pa ki se spoznavata pa pred poroko. Veste, koliko je tam je vse tako lepo, no? In je prav, da je lepo. Prav je, da je lepo. En prijatelj mi je rekel, zakaj ni noben ni pred poroko rekel, da bo takoj drugi dan težko. Sem rekel, mogoče se pa ne bi vženil. Ja, a veš, to Bog ima način, no. In takrat je lepo in je prav, da je lepo. Veš, je malo tisto čudenje, malo, a veš, tisto malo romantično, malo veš, kakor šmik, kakor greš notre, ne. Ja, in je prav. Ja. Če bi meni kdo rekel na predporoko, veš, bo težko, se mu ne bi verjel. Se po drugi strani si pa tako zaljubljena, ne? Tako, super, da ne samo, da te Bog preslepi, pustiš se mu preslepiti. To je treba, pustiti se preslepiti, tako kot pravi prerok. Ja. Če se pustiš preslepiti, ne bojte se, zagotovo bo dobro. A ste že kdaj gledali, ko se dva poročita, ki si rečete, jaz tebe vzamem, ti mene vzameš, tako. Veš, kakšni pogledi so to? To je kot da bi bil, ne moreš posneti filma, to je lepo, tisto notre, veš, tiste oči tam, jaz imam tako srečo, ko sem čisto blizu, ne. Veš, kaj se tam noter dogaja, kakšna govorica je to, ne. In je prav, in je na pravem mestu, in vsak ima eno svojo dimenzijo in moč tam notri, ne, to, da gre naprej, da bo pa čez 10 let, ali pa že mogoče čez 2 leti, 3 leta, ker ne bo otrok, ker sta to načrtvali, pa še kaj hujška, da bo zdržal. A veš, ej, Bog, le, pred tabo sem rekel, ej, ti veš, kaj delaš. No, tako te pripravi, te skvifta, jaz pravim, da me kvifta. Jaz tudi, če bi pred 10 leti kakšno stvar vedel, koliko je zdaj težka, ne vem, če bi jaz imel odločitev, zdaj sem malo grdo rekel, ne vem, če bi jaz imel tisto moškost, pa bi rekel, wow, Jožko, gremo. Ja. A veš, to je, ne, to Bog zavaruje, naredi sveto, naredi malo čarobno, no, če malo tako slikovito rečem, ne, in te pelje, ja, in te pelje. Samo ti pa moraš delati korak. To pa je res, ti pa odgovarjaš. Ampak to so taki majhni odgovori, ki te on pripravlja. In ko začneš majhno odgovarjati, te za velike stvari pripravlja. Začneš se pri majhnih stvareh, ne, to sami vedite. No. In ko se pri majhnih stvareh začneš izogibati, ja. No, tukaj so te stvari, ne, ki mi poj gradijo zaupanje ali pa nezaupanje. Do Boga, do sebe in do bližnjega. Ne. Ja. To je taka čudovita pot. Še čas mogoče še za kakšno vprašanje? Ja. No, pa še zadnje vprašanje. Skupini 30+, ki je to organizirala, je v bistvu namenjena srečevanju tudi samskih že po 30. In v bistvu zelo pogosto prihaja do razočaranja v smislu, kaj pa je zdaj moja pot, ne? Se mi zdi, da to je moja pot, ampak nesrečen za nikogar. Kaj zaupati? Kaj lahko zaupa? V kaj zaupati? Koga, v kaj? Koga, kaj? Kako hraniti zaupanje? Kaj je zaupanje? Dejte mi dva. Jaz bom isti recept kot prej, ne. Če ne dovoliš, da ta svet pretrga to povezavo s ljubeznijo med stvarnikom in menoj, ubogim bitjem, ne. Če ne dovoliš materialnemu svetu, da ti to pretrga, se mi zdi, da vsem tega se je treba oklepati vsemi 4, odnosa z Bogom. In vse drugo bo sledilo, vse drugo bo navrženo. Tako piše. Iščite ljubezen in vse drugo vam bo navrženo. In ta ljubezen je mišljena, jaz jo vidim izključno res kot vertikalo. In potem, ne vem, čakaš in ne vem, se kar zgodi, no. Jaz mislim, da Bog je dober in nam želi, da smo srečni v življenju, želi. Ampak so določeni pogoji, ne, da če si najprej v odnosu z njim, ne, potem ti je drugo še sem torta na vrhu, ne, sladka stvari. Ja, to, da smo, to zavedanje, ne, in ozaveščanje, da si
že ljubljen in mogoče še to, da tvoje poslanstvo ni nič manjše od drugih, a ne, od poročenih ali karkoli, kakšen drugi status, a ne, ampak da smo vsi poklicani v to življenje, da izvršujemo svoje namene, ne. Tako da kar po poti naprej, a ne, pa pogumno. Nič sam, da bi se samopodoba začela rušiti po 30. a ne, ali pa po kakšnem razočaranju, a ne, se jaz nisem nič vreden, se me nobeden ne mara. Graditi na sebi vseeno, a ne, vsak dan znova se odločati in se ne zapirati v čudaštvo, a ne. Jaz tukaj vidim, no. Mladi smo pa itak, kakor smo mladi po srcu, a ne. Ampak smo pa zelo obremenjeni, ja, s starostjo, to pa res. Kaj piše v rojstnem listu. Ampak si delamo skrbi na zalogo, ne? Na zalogo. Za vsak slučaj dajmo že danes malo skrbeti, kaj šele bo, ne? Po mojem moramo imeti velikanske doma shrambe, ker vse te skrbi, ki si jih na zalogo delamo, moramo nekam pospraviti doma, ne? Ni treba na zalogo nič delati. Ko bo izziv, ne, mi rečemo izziv, problemov izziv doma, ko je izziv, takrat po moško začneš iskati, ne, skrbeti in iskati, ne, rešitve, ne. Imava ene prijatelje, ko sta se srečala prvič, pač prvi zakon za oba, pri 45 letih je bila gospa stara, 47 jih je rodila, danes je stara 56 let in ima zelo fajn fantka, starega 9 let, ko najna Maja, ampak čisto v redu, no? Prav fajn, družina so. Ampak ni, ko bi rekel, pri 45 za žensko, da je že skoraj obupa, ne? Vse je bilo navrženo, mož pa še otroka, ne? Pa rodila po naravni poti še to, ne? In zanosila, da ne bo kdo mislil, da je bilo kakšna medicinska pomoč. Jaz nekaj rekla. Saj je pravzaprav povedano isto, kar ste že vi, samo malce s drugačnimi besedami. Meni se zdi, da nekomu, ki je samski, ne manjka prav nič, kar, ne vem, vedno si misliš, da boš nekaj, če bi to imel, potem bi bilo pa drugače. Samo to je ena navadna laž, ker vedno si najprej sam s sabo, oziroma sam z Bogom. Kjerkoli si, ker tudi ko vstopiš v odnos, nikoli ne vstopiš, mislim, ja, egoistično vedno vstopiš zato, da bi nekaj dobil. Samo v resnici moraš biti pa pripravljen na to, da boš nekaj dal. In bolj, ko si sam sestavljen in zadovoljen s sabo, več lahko daš, več koristi od tebe, ampak to daješ lahko ne glede na stran. Res, in dostikrat se potem človek vrti okrog samega sebe in izgublja priložnosti, ki mu jih pa realno življenje ponuja. In ne vidi, ne vem, spregleda, koliko mu je podarjeno, koliko ljudi je okrog njega, koliko prijateljev ima, na koga vse se lahko obrne, zakaj vse lahko hvaležen. Tako da stanje kot je drobna stvar. Jaz bi čestital tej skupini 30+, vam res bi vam čestital in da to delate, ker tukaj ste že naredili prvi korak, oziroma ogromne korake, se slište, se stvar začenja dogajati, se daruješ, deliš stvari, a ne? In s tem tudi postaješ resničen, tako da jaz vam res čestitam, no? Ja? Da smete biti skupaj, da smeš biti del te skupnosti in dejte res delati, no, to, kar sanjate, to, kar imate radi, to res delajte. Pa delajte tiste stvari, ki jih imate, ne tiste, ki nimate. Ja. To je to čudovito, no. Ja. Da pa življenje postane polno. Hvala. Ne bom nič dodala v zaključku. Hvala vam za ta pogovor. Da Bog še naprej blagoslavlja vaše odločitve in poti. In vas vseh.